Dobro jutro sem skupaj. Midva sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi livemi, v katerih odgovarjava na vaše vprašanja v zvezi z zdravjem in naravnimi nasveti za to, kako lahko izboljšate kvaliteto svojega življenja. Tako da danes bomo imeli eno zanimivo temo, in sicer bomo govorili o energiji hrane, dotaknili se bomo pa tudi teme mlečnih izdelkov, surovih mlečnih izdelkov, ker so bile vprašanje tega, kaj je zdaj s tem surovim mlekom, eni ljudje pravijo ja, eni ljudje pravijo ne, tako bomo o teh različnih stvareh govorili. Kot ponavadi, če imate vprašanje oziroma vprašanje, ki jih imate, napišite jih v komentarje in bova prišla do njih. Vsak teden odgovarjava na eno, tako da verjetno ne bo zelo dolgo trajalo, prijeva tudi do vašega. Tako da, Neja, dobro jutro tudi tebi, lepo, da si tukaj danes z nami. Dobro jutro, Alja, no, vsi tudi dober dan, dobro jutro v nov teden poln življenja. Z vami sva Alja Podgornik in Neja Zupan, za tiste, ki naju spremljate prvič. In tako, kot je Alja rekla, greva danes v temo energijska vrednost hrane. Vse, kar mi pojemo, ima samo en določen delček, ima to fizično vrednost, kar prinese k našemu življenju. In to je približno 20%. 80% je pa vtis, ki je na tej hrani. Vsa hrana ima ali pa vsebuje mikroorganizme. To, da nas učijo, da nas mikroorganizmi ali bakterije, virusi, paraziti napadajo in da se moramo mi braniti pred njimi, to je daleč od resnice in vas samo zavajajo zato, da vam lahko ponudijo neke farmacevtske produkte, da se vi borite proti nečemu. Ampak vsa hrana, ki jo mi pojemo, je na njej tudi ogromno mikroorganizmov. Nekateri mikroorganizmi so majčkeno boljši, nekateri so majčkeno slabši, seveda. Tisti, ki niso preveč dobri, če imamo oslabljeno telo, bo to telo odreagiralo, pa se lahko razvije bolezen. Dobri mikroorganizmi nam pa pomagajo, da mi sploh funkcioniramo. Verjetno ste že slišali, da ima vsak človek v sebi svoj lasten mikrobiom, narejen so ogromno raziskav, je narejen, mogoče bo Alja kaj na to temo, ker je nevroznanstvenica, bo mogoče kaj več vedela povedati, ampak delali so recimo od miške, ki je zelo prestrašena, so vzeli mikrobiom, se pravi, kaj pomeni mikrobiom, to so mikroorganizmi, ki so naseljeni v naše telo in pomagajo pri predelavi hrane, ki jo zaužijemo, proizvajajo določene encime, vitamine, minerale, hormone, zato da naše telo funkcionira in mi živimo v simbiozi z njimi. Se pravi, mikroorganizmi so vzeli od te miške, ki je bila zelo prestrašena, in so dali te mikroorganizme, ta mikrobiom so dali v miško, ki je bila normalna, ki se ni bala. Kaj se je zgodilo s tisto miško, ki je bila prej normalna, se pravi, se ni bala? Začela se je bati, zato ker mikroorganizmi proizvajajo, tako kot sem rekla, različne snovi, ki pomagajo upravljati ki pomagajo upravljati telo, zdaj to, ali je od miške, ali je to človeško, ali je to od krave, ali je to od, ne vem, od vseh živih bitij, ki imamo presnovni sistem. No, in te mikroorganizmi pa pridejo v nas skozi dihanje, skozi hrano,
To sta glavni dve poti. Tudi skozi, recimo, mi imamo ogromno mikroorganizmov na koži. Zdajle sem ravno prvi vikend imela HRT seminar, kjer smo se prav učili, kako vzdrževati te mikroorganizme na koži oziroma na celotni koži, ki jo imamo v telesu, ker imamo tudi v telesu celotni prebavni trakt, je naše zunanje okolje in ni notranje okolje. In pridejo noter, zdaj pa od našega organizma odvisen, ali bodo ti mikroorganizmi dobro naredili ali ne bodo dobro naredili. Oziroma tudi od hrane, ki jo mi vnesemo v sebe, je odvisno, kakšni mikroorganizmi noter prihajajo. Recimo pšenica, ki je pošpricana, o tem sva že govorili, z Aljo enkrat prej sva govorili o tem strupu glifosatu, Monsanto. No, in ta glifosat ne da proizvaja, ampak pobije na pšenici dobre mikroorganizme in ostanejo samo patogeni mikroorganizmi na tej pšenici, mi to pojemo in seveda nimamo možnosti, kako bi gluten sploh prebavili, ker ni mikroorganizmov v nas, da bi pomagali te stvari prebaviti. In isto je z drugo hrano, ko je špricana, ko je recimo podvržena raznim kemičnim sredstvom. Vse zrastejo na tej hrani, tudi na vseh rastlinah so mikroorganizmi. In mikroorganizmi kakšni mikroorganizmi so gor, je odvisno spet od letnega časa. In je zato pomemben prvič, tudi v katerem letnem času, če mi jemo recimo če mi jemo sadje, recimo banano. Banana ne raste tukaj. In jemo banano od tam. To se pravi, mi pojemo mikroorganizme, ki so dobri, ki so bili mišljeni, da so za ljudi, ki živijo v tistih krajih, kjer banana raste. In ne tukaj. Tukaj je pa jabolko. To je ena stvar. Druga stvar je pa, se pravi, letni časi, od kje ta hrana prihaja. Tudi to. Glejte, mikroorganizmi, zdaj, če damo številčno, jaz imam več teh številk, po eni strani imam, da število mikroorganizmov presega število naših organizmov za približno 10-krat. Ampak imam pa druge študije, ker pravijo, da v našem telesu živi približno 300 000 milijard naših lastnih celic in potem zraven živi 900 000 milijard mikroorganizmov. Se pravi, je to tudi znatno več. In če jih je toliko več, ali je naša zavest resnično odvisna samo od nas samih, ali je odvisna tudi od zavedanja pa kakovosti teh mikroorganizmov, ki živijo v nas. In je skrb za te mikroorganizme tako zelo nujna. Na različne načine Ajurveda recimo že vedela, že 6000 let nazaj, kako skrbeti za te mikroorganizme. To recimo učim zdaj tudi na temu HRT seminarju, kako poskrbeti za to, da se ustvarjajo dobri mikroorganizmi, ki nam pomagajo, da naše telo živi. No, ampak zdaj smo pri teh mikroorganizmih. Mikroorganizmi so torej, tudi, se veste, mi smo dovzetni za konstelacijo. Veliko ljudi ima težave ali pa vpliv Lune.
kdaj je luna, polna luna, takrat majčkeno bolj čutijo, ko je prazna luna, malo manj čutijo ta vpliv ali pa da se jim kaj dogaja. A mislite, da te mikroorganizmi pa tega ne čutijo? Raven tako čutijo, raven tako so pod vplivom raznih planetov, ki so okrog nas. In ne samo planetov. Oni so pod vplivom, kdo jih je sejal. Jaz imam eno stranko, tega klienta, ki prihaja k meni na tretmaje in je rekel, jaz vsako rastlino, preden jo posadim, preden seme dam noter, vzamem rokavice dol in z mojo energijo posadim to rastlino. Ženo imata samooskrbo in tam se začne. Se pravi, s kakšno energijo mi posadimo te rastline, s kakšno energijo tisti, ki dela zemljo, s kakšno energijo dela s to zemljo. In če nekdo dela samo mehansko, strojno, brez občutka, ja, to bojo mikroorganizmi čutili in mikroorganizmi, ali se bodo zdaj, kako se bodo razvili in mi bomo te mikroorganizme pojedali in za nas ne bodo dobro delali. Jaz velikokrat rečem, vse je energija. To si dobro zapomnite. To je zelo pomemben. Vse je energija. S kakšno energijo nekdo pripravlja zemljo, s kakšno energijo, ker tudi v zemlji so mikroorganizmi, s kakšno energijo nekdo poseje, s kakšno energijo nekdo pobere, s kakšno energijo nekdo prinese na tržnico, s kakšno energijo nekdo proda. Glejte, nekdo, ki prodaja vse stvari samo izključno zaradi dobička, bo ta energija noter. In tle je zelo veliko takih, multikorporacij, ki delajo stvari samo zaradi denarja. In to je noter. In energija, odtis te energije na mikroorganizmih ostane vsaj še 18 ur. Se pravi, vi kupite zelenjavo, jo prinesete k sebi in imate ves vtis od te zelenjave, kakšen vtis ima ta zelenjava. Zelenjava pa, ki jo mi odrežemo, pa po 18 urih že izgubi svojo življenjsko energijo. Ne, sem rekla 18 ur, Alja. Po 8-9 urah izgubi življenjsko energijo. To je tako, kot, ne vem, pač telo odmre in življenjska energija gre. Isto, odrežete zelenjavo, tudi zelenjavo, glejte, ko jo odrežete, umre. Zdaj si ne moramo zamišljati, da to umre zelenjava. Ampak življenjska energija po določen čas tudi gre. Se pravi, če mi ne jemo sveže zelenjave, izgubljamo. Ampak če jemo pa zelenjavo, ki smo jo kupili od ene korporacije, pa spet izgubljamo. In mogoče zdaj, da ne bom jaz predolga, pa dam še besedo Ali na to temo, pa se bomo potem vrnili še na te mlečne izdelke, zato ker dosti podobna je zgodba na teh mlečnih izdelkih. Ja, mi smo se danes znašli v takem svetu, ki je zelo težko stvari optimalno narediti. Zato, ker zaradi tega, ker živimo v kapitalizmu, kjer je številka ena prioriteta dobiček, je vse več v bistvu, se ste lahko videli, ne samo pri hrani, pri čemerkoli, kar mi počnemo, katerekoli izdelke kupujemo, katerekoli storitve za njih plačujemo, se vidi, da se v bistvu kvaliteta teh stvari niža, tudi čisto na fizičnem nivoju, za voljo dobička. To nekdo lahko prešpara denar za to, da, ne vem, zasluži več denarja na neke druge zadeve. In tukaj je isto pri hrani. In v bistvu lahko vse okoli nas čutimo to energijo, ker namesto tega, da bi se v stvari vložil nek čas, nek trud, neko znanje,
da bi se stvari naredile unikatne, da bi se stvari naredile kvalitetne, da bi se stvari res naredile take, da imajo neko pozitivno energijo. Se temu izogibamo oziroma to možnost zapravljamo na račun povečanja dobička, ko neke ogromne stvari standardiziramo in jih v bistvu probamo narediti čim bolj poceni. Pa ali je to pohištvo Ikeje, ali pa je to, kako kupujemo mi v Sparu. Je v bistvu vse isto. Tlej se je treba zavedati, da to je način mentalitete in energijskega, v bistvu ne štima na energijskem nivoju, ne gre to skozi. Tukaj ustvarjamo mi neke energijske primanjkljaje oziroma neravnovesje, kjer pa začnejo, po domače rečeno, štalo delati nekje drugje. Tako da, če gledamo mi res čisto iz energijskega nivoja, ne more iti skupaj, ne moramo imeti sveta, v katerem si malo število ljudi ful dobička pridobiva in na račun tega vsi ostali slabše živijo. To bo kolapsiralo na eni točki. Zdaj, je pa to, kar to pomeni na dnevni ravni, je to, da naredi za posameznika zelo zahtevno, če bi mi dejansko želeli stvari narediti optimalne. Tako da tukaj, ja, to, kar je Neja rekla, je treba biti pozoren, od kje hrana pride. Jaz bi vedno rekla na tej točki, da če imate možnost hrano direkt dobivati od kmeta, če imate možnost, da veste točno, od kje to prihaja, čim več teh umestnikov, v bistvu posrednikov, umaknete iz enačbe. Ste sigurno že najbližje temu, da dejansko ste tudi bližje zemlji, ste bližje temu, kje je ta zelenjava bila pridelana, kdo jo je pridelal. Zdaj, to tukaj imate, jaz sem to res zdaj zelo velikokrat čutila tam, ker jaz ne kupujem zelenjave direktno od kmeta, ker tam je to precej zahtevno, ampak imamo dve različne vrste trgovine v tistem kraju, kjer jo živim. Pa v bistvu bi vas povabila, da to tudi sami pogledate naslednjič, ker veste trgovino. Imamo eno trgovino, kjer je ta klasična veriga, vrsta, ful jih je, jaz živim v Nemčiji, tako da ni to tako, kot na Spar, ampak da jim reči čista varianta. In mislim, da se vsi od nas lahko zelo dobro zavedamo, kakšna je v bistvu energija noter v teh trgovinah, kako je vzdušje, kako se prodajalci obnašajo, kakšna vrsta hrane se tam prodaja, da je ful neke sprocesirane hrane, s korporacijskih zadev. Tako res se čuti, greste noter ponad, kakšna je osvetlitev trgovine, vse to ima neko svojo določeno energijo. Lahko rečemo temu atmosfera, to je v bistvu vse, govorimo o istih zadevah. Imamo pa mi eno drugo trgovino v kraju, kjer pa prodajajo v bistvu izključno organske zadeve in pa kupujejo kar lahko čim več lokalno iz Bavarske kmetov. In se čuti, kako noter v trgovino, popolnoma druga energija, kako prodajalci delujejo. Zelenjava, ker je vse organsko, ni ničesar v plastiku noter, ni plastičnih vrečk, je vse papir noter, kar se dela. Vsi izdelki, ki so večinoma dejansko celostna neka prehrana, procesiranih stvari je relativno malo, pa še tiste so ponovadi, recimo imajo določene ajurvedske izdelke, ker lahko kupaš ajurvedske piškote, ampak imajo recimo, so narejene iz 3 različnih nekih snovi, nimajo ono, kar preberete na lepko, pa ne poznate pol besed, kaj je tam noter napisanih, ni to ta varianta. In je čist druga energija noter, recimo, ko stopite že v trgovino, pa dajte biti pozorni na to naslednjič. Kakšna je energija, če greste vi v nek Mercator, pa kakšna je energija, če greste vi na neko tržnico, recimo. Že tam boste lahko opazili velikokrat razliko. Tako da tukaj lokalno, sezonsko, kakor je Neja rekla, kar se tiče organizmov, ful pomembno. Lejte, če pogledamo en primer v živalskem svetu. Če vzamete vi živali, kakor recimo so neke srne ali pa koze. Srne pa koze v zimskem času, če seveda imajo možnost, da so odzunaj, koze srne pravaclo, te še ne redimo tako globalno, jejo lubje. Bojo drevesa, zato ker tukaj pri naših, kjer smo tle po zimi, ni zelo veliko, lahko jejo, brskajo s snegom, ampak jejo tudi veliko lubja. Te iste živali lahko jejo lubje po zimi, kjer imajo določeno vrsto mikroorganizmov, ki jim to omogočajo. Če te živali poskusijo lubje jesti poleti, jih to lahko ubije. Pri nas so stvari podobne v našem sistemu. Mikroorganizmi, ki jih imamo, nam omogočajo, da presnavljamo določene stvari,
določenem letnem času. Ayurveda je to učila že 5000 let nazaj in zaradi tega je hrana, ki se priporoča poleti, zelo drugačna kot hrana, ki se priporoča pozimi. Pri nas, ki imamo zelo izrazite letne čase, je to včasih še bolj relevantno, kot bo v kakšnih državah, ki so bolj tople. Zato, ker preprosto pozimi, če vi jeste solato, potem je to iz zelo veliko ljudi ponavšlo skozi. Dobar, če kakšen motovilc, ki takrat raste, ampak se je hrano pozimi, ki ima mrzlo kvaliteto, kar sem mislim, da v surovi prehrani smo že govorili v enem od prejšnjih liveov. Če je zunaj mraz, jeste hrano, ki ima mrzlo kvaliteto, ni v redu, se nabira še več te energije v telesu. Poleg tega pa tudi, če pa jeste vi neke stvari, recimo, ko ljudje si naredijo neko solato, jaz to vidim v službi, fulkrat prinesejo solato decembra z nekimi paradižniki noter, z neko solato, ki raste poletja, ne motovilc, pa take variante, pa neko surove kumarce noter. Mislim, to ne bo šlo skozi z nobenega vidika, in naše telo ne bo red tega sprocesirati. Tako da lokalno, sezonsko probajte dobiti hrano od nekoga, ki to sam prideluje, povežite se s tem človekom, ker je tukaj energijska izmenjava med vami pa med tem, od katerega hrano kupujete, zato da se približate čim bolj temu, da ste dejansko tam, kjer je hrana zrasla v zemlji in zato, da je energijski cel tam, se temu reče transfer, prenos, da ima za ozadje neko produktivno željo potem ljudi na hrani, ne pa neko željo samo po dobičku. In pa, kadar kuhate, o tem smo pa mislim, da zadnjič govorile, da se hrano blagoslovi, da se kuha v čustvenem stanju, ki je zato primerno, da se ne prenaša neke energije noter. Vse to ima ful velik vpliv na to, kako bo dejansko ta hrana v vašem telesu delovala. Tako da jaz vedno, ko učim ljudi, ko se pogovarjamo, kako naj jejo, kako naj se prehranjujejo, vedno rečem prvo, sezonsko in lokalno, nujno. Naslednje organsko, oziroma kar je špricano ven, čim bolj, kakor se da. Pa če imate možnost, vsaj nekaj te hrane, da sami pridelate. Pa tudi, če so to zelišča na balkonu. Take mehne zadeve, da se tudi vi dejansko povežete po energijo, ker potem boste tudi enkrat, ko začne človek pridelovati na svoje hrane, dobi tudi zelo drugačen odnos do tega, kaj hrana je, kar je pa tudi zelo pomemben del tega, kako mi delamo hrano, kako jo kuhamo, kako njej razmišljamo, kakšno interakcijo imamo. Tako da tle so določene stvari, ki jih nimate pod kontrolo in to se treba zavedati, živimo v svetu, kjer imamo pod kontrolo vsega, živimo v svetu, kjer dobiček je na prvem mestu. Po drugi strani imate pa ogromno, sploh v Sloveniji, se da še zelo veliko hrane dobiti direkt od kmetov. Pravati to ne pomeni, da se rabite peti paziti, kar recimo, če bi bil v Londonu, kjer sem jaz trenutno v New Yorku, drugačna situacija. Se dejte povezati s kmeti, dejte se povezati z ljudmi, ki to pridelujejo. In probajte postati del tega cikla, ki je nam danes, ki živimo v mestih in v tem globalnem svetu, postal toliko zelo tuj. Cikl tega, kje prihaja naša hrana. Ker to bi mogli vsi od nas imeti čisto drugače odnos do tega. Super, ja, hvala, Alja. Res je. Ekološko, od kmetov, čim bolj sami skuhati. To vam bo dalo energijo. To je tisto, ni tisto idealno, ampak je v trenutnih razmerah najbolj optimalno. Potem me včasih ljudje sprašujejo, kaj pa če ne morem tega, kaj pa če ne morem onega, in jim jaz rečem, izberi manjše zlo. Se pravi, tisto, kar je najboljš od tistih opcij, ki jih imate na razpolago. Ne pa, saj vseeno. Tako da, tako da to je to. Zdaj pa ne vem, Alja, mogoče samo na hitro bi bila po moje za drugič tema tole o mlečnih izdelkih, zato ker je kar precej dolga. Dajte to, kar, jaz bom samo to rekla, da to, kar sva zdajle povedale, dajte aplicirati tudi na mleko in mlečne izdelke. Če jih uživate,
Bova pa naslednjič mogoče majčkeno bolj posvetile se prav mleku, mlečnim izdelkom, ki je tudi treba veliko previdnosti imeti zraven. Se pravi, to, kar so pa zdaj rekle, lokalno od kmeta, pazite, kako kmet krmi živali, kako molze, ker to je ekstremen pomemben. Tako da bova se pa to drugič dotaknili, ker bo zdajle to preveč. Ja. Tako da poslušajte naju naslednjič, ko bova govorile o mleku in mlečnih izdelkih. Pa napište spodaj v komentar še vprašanja, ki vas zanimajo, zato da potem midve odgovoriva na ta vprašanja. Vedno pride na vrsto tudi vaše vprašanje, spremljajte naju, poslušajte naju, in boste sigurno dobili odgovor na tisto, kar vas zanima. Tako da najlepša hvala in še enkrat krasen teden, in lepo se imejte. Adijo. Čau. Čau.